Frau Kollegin Jordan für 1,5 Minuten. Sedanji način nižanja izpustov v Uniji ima težave. Te se kažejo predvsem preko sistema energetike. Naj omenim dve težavi v energetiki. Prva je ta, da se izvajajo le še subvencionirane investicije, kar je izredno problematično glede na to, da naj bi naslednje leto zavladal notranji trg na področju elektrike in plina. Druga težava pa so seveda visoke cene energije. Pri oblikovanju politik do leta 2030 ne smemo ponoviti napak, ki smo jih naredili pri podnebno-energetski politiki do leta 2020. Vrniti se moramo nazaj k izhodišču, to pa je bilo, da nižamo emisije s tržnim pristopom na področju energetike in industrije, kajti ta pristop je tudi cenovno najbolj učinkovit. ETS mora biti močnejši od subvencij. Nižanje izpustov mora biti naš glavni cilj, močnejši od subvencij. Zato se zavzemam za en jasen, pravno zavezujoč cilj za nižanje izpustov, seveda ob upoštevanju tudi mednarodne odgovornosti za podnebne spremembe. Pri scenarijih Evropske komisije sem žal ugotovila, da je večina scenarijev v bistvu nadaljevanje starih politik. Zato me predvsem zanima, komisarko Hedegaard želim vprašati, ali se je Evropska komisija pripravljena pomakniti k bolj tržnemu pristopu, kako in ali zagovarja definicijo več ciljev za leto 2030. Vielen Dank, Frau Kollegin Jordan. Jetzt Herr Kollege Liese für 1,5 Minuten. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich bitte um Entschuldigung für die Verzögerung. Ich habe gehört, dass auch vor mir einige nicht da waren und deswegen ging es schneller, als ich erwartet hatte. Ich bedauere, dass wir den Text im Ausschuss nicht